Spoštovani in lepo pozdravljeni. Pred nami je dogodek, ki je za vse nas, ki delamo na projektu Izzivi medkulturnega sobivanja, izjemnega pomena. Želimo, da je naravnan v smeri odpiranja dialoga, medsebojnega učenja, razumevanja in sprejemanja različnih stališč. V tej isti dvorani smo si pred dobrimi 6 leti, 14. in 15. maja 2015, na zaključni konferenci projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja nadejali nove priložnosti in možnosti, da bi nekatere že postavljene strategije vključevanja otrok priseljencev še bolj razvili, nadgradili in jih umestili v zakonske podlage. In res, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v letu 2016 zaupalo 5-letni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja. Videli smo ga kot izjemno priložnost, da v praksi vrtcev, osnovnih in srednjih šol strokovni delavci s pomočjo tima multiplikatorjev, vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov in strokovnjakov na različnih področjih naredimo nekaj več. Pred nami je bila velika odgovornost in izziv, najprej v povezovanju in sodelovanju konzorcija 15 in 75 sodelujočih zavodov in strokovnega usposabljanja multiplikatorjev zaposlenih na projektu, ki izvajajo neposredne aktivnosti z otroki priseljenci, njihovimi starši, strokovnim delavcem pa ponujajo različna usposabljanja, vezana na delo v jezikovno in kulturno raznolikih oddelkih. Pri izvajanju in razvijanju različnih aktivnosti so bili vse skozi v ospredju otroci, učenci in dijaki. Poudarjala so se njihova močna področja in izvajale dejavnosti, ki so jih čim bolj aktivno vključevale. Tudi v času šolanja na daljavo, ko so bila spletna srečanja priložnost, da so se v organizaciji multiplikatorjev spoznali otroci priseljenci iz različnih krajev Slovenije. Prvi 2 leti projekta sta bili zelo intenzivni v pripravi predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki je bil eden od pomembnejših ciljev projekta. V avgustu 2018 je bil predlog oddan Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V dokumentu, pomembnem predvsem za strokovne delavce, so v izhodiščih predstavljene smernice, kako naj poteka proces vključevanja. V zadnjem letu smo ga na področju predšolske vzgoje v sodelovanju z izbranimi vrtci in strokovnjaki še nekoliko dopolnili. Spoznanje, da je lahko uspešno vključevanje in tisto, ko ga lahko uresničujemo s sodelovanjem in povezovanjem različnih deležnikov v lokalni skupnosti, so potrjevali številni lokalni posveti. Na njih se je razpravljalo o aktualnostih in potrebah posameznih lokalnih okolij, iskalo različne poti in možnosti vključevanja tako za otroke kot njihove starše. Ena od prepoznanih je bila potreba po medkulturnih mediatorjih. Udeležba na zaključni konferenci kaže na to, da je tema vključevanja otrok priseljencev in migracij še kako aktualna. Verjamemo, da dneva konference vidite kot priložnost strokovnih razprav, predstavitev teoretičnih izhodišč in vsebin, gradiv, izmenjav inovativnih praks, različnih aktivnosti dela z otroki priseljenci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in njihovimi družinami ter povezovanju v lokalnih skupnostih. Vse to nam bodo ponudili odlični strokovnjaki, govorci v predavanjih, predstavitvah, razpravah na okroglih mizah in delavnicah. Dragocene bodo izkušnje in konkretne prakse predstavljene ravno strani naših multiplikatorjev. Oni so tisti, ki so razvijali različne dejavnosti in bili z otroki priseljenci in njihovi starši v odnosu učitelja zaupnika. Dovolite, da se na tem mestu zahvalim Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da nam je zaupalo projekt.
Hvala vsem multiplikatorjem in ravnateljem konzorcijskih in sodelujočih zavodov za opravljeno delo. Hvala vsem strokovnjakom, ki ste in še na tej poti sodelujete z nami. In hvala vam, da ste se udeležili zaključne konference našega projekta. To nam veliko pomeni. Skupaj lahko prispevamo k krepitvi podpornih okolij in bolj strpni družbi. Hvala. Naj se navežem na govorce pred mano. Dosežki, ki so bili izpostavljeni in ki bodo jasno tudi danes na konferenci predstavljeni, so res zavidanja vredni. In naj najprej izrazim, da nam je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in še posebej na sektorju za razvoj kadrov v šolstvu v veliko čast, da smo bili lahko skrbniki oziroma smo trenutno še skrbniki tega zares izjemnega projekta. Ne samo izjemnega po rezultatih in dosežkih, ampak izjemnega tudi zaradi tega, ker dejansko naslavlja resnično aktualno situacijo, s katero se bodo zagotovo bistveno bolj srečevali še naši otroci in tudi njihovi otroci. Migracije niso stalnica samo zaradi pač vedno novih kriznih žarišč, ekonomskih problematik, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb. O tem zelo malo govorimo, pa dejansko bo to naša realnost. Na kar smo na ministrstvu še posebej ponosni, oziroma se nam zdi, da ste zadeli bistvo projektov Evropskega socialnega sklada, ki je ne samo razvoj, ampak tudi implementacija tega v prakso in seveda v sistem. In predlog programa dela z otroki priseljencev za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki je bil pred mano že omenjen, je dejansko rezultiral tudi v spremenjen pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v tistem delu, ki se nanaša na dodatne ure slovenščine za učence tujce. Tako da na to ste resnično zares lahko ponosni. Iz predstavljenega se vidi, da ste dejansko, da razumete bistvo. Bistvo je vplivati ali pa sooblikovati proces socializacije, ki je tako pomemben za to, da nekdo lahko postane član družbe. In tega ste v vseh točkah zares temeljito naslovili. Naj na koncu povem, da ste izjemno opravljali tudi veliko in težko delo, ki je žal stalnica projektov Evropskega socialnega sklada, namreč administrativno delo. In tukaj se vam zahvaljujem zares za požrtvovalno delo in dejansko za to, da je vse tako, kot mora biti. Na koncu bi se vam vsem sodelujočim, vsem tistim, ki jih ni tukaj, pa nas spremljate, mogoče po konferenci, oziroma vsem, ki ste prispevali, da so mladi, njihove družine, njihovo socialno okolje bolje vključeni v našo družbo. Hkrati pa želim konferenci tudi uspešno delo. Hvala lepa.